Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, dobrodošli na predfestivalskem dogodku Mesta knjige. Danes se nam bosta predstavila večkrat nagrajeni pesnik, pisatelj, esejist, komparativist, filozof, antropolog, alpinist, slikar, svetovni popotnik in prevajalec Iztok Osojnik ter profesor slavistike in književni prevajalec Klaus Detlef Olof, ki je za svoje prevode južnoslovanskih književnosti leta 1991 prejel prestižno avstrijsko državno nagrado. Klaus Detlef Olof je v nemščino prevedel pesniško zbirko Iztoka Osojnika Kosovel in 7 palčkov, ki je z naslovom Kosovel und die 7 Zwerge pred kratkim izšla v sozaložbi Kulturno-umetniškega društva Police Dubove in Kulturnega društva 7. člen za Štajersko Pavlova hiša iz Avstrije. Hkrati vas vabimo tudi k ogledu drugih pogovorov med avtorji in prevajalci, nastalih v okviru programskega sklopa, ki ga Kulturno-umetniško društvo Police Dubove pripravlja v sodelovanju z Društvom humanistov Goriške. Nizu pogovorov med avtorji in prevajalci lahko sledite na YouTube kanalu Mesta knjige ali na kanalu KUD Police Dubove. Prijeten ogled vam želimo. Blagor tebi, Klaus, ker ti imaš ti profesorske izkušnje in sem prepričan, da si bil v takih situacijah pogosto, ker si spraševal svoje študente in preverjal, a znajo osnov, ki jo morajo pač na izpitu položiti. Tako da za tebe ni to nič novega. Jaz nisem bil nikoli v tej situaciji do zdaj. Najraje sem se izognil vseh izpitov. Sem imel zaupanje v svoje študente, da znajo več od mene. Eto. No, vidiš, pa sva že dva takatle. Ja, nič, pač midva morava zdaj nek pogovor v zvezi s to knjigo. Ajde. In pač s tem dejstvom, da sem jaz pač avtor, ti si pa prevajalec v nemški jezik, ne? Ja. Ja. Tako. Ja. In to v svoj nemški jezik. Ja, v svojo nemščino, ja. Saj jaz sem pa v svoji slovenščini to napisal. Ja, nič, recimo, da začneva malo bolj formalno, pa kaj se vem, da jaz postavim neko vprašanje, ti pa se bom pol na to nadovezal na tvoj odgovor. Dobro. Recimo, ker pač, jaz imam do te knjige seveda nek odnos kot avtor. Ja. Ne? In pač vidim to knjigo nekako iz sebe ven, se pravi iznotraj. Ne? Avtor je zmeraj težko pač knjige, ki jih napiše, nekako presoja tudi zunaj, ne, a veš. In zato me za začetek pač recimo zanima, pač kako, tudi glede na to, recimo, da ta moja poezija glih ni čist, rekel, tradicionalno klasična, ne. Ampak... To je prav tisto, kar je precej težko, ker jaz nisem noter v knjigi, jaz sem zunaj. Jaz gledam na to knjigo in zdaj komaj razumem in zdaj moram to še formulirati v svojem jeziku. Tako, to je en proces. Jaz pravzaprav nimam tega intimnega odnosa do te knjige. Ja. Gledam na to kot snov, ki ga je treba zdaj dekomponirati in predstav to nemščino. Ja. No, pa sej to se mi zdi... Nimam v tem pogledu, nisem teoretik, ampak gledam iz praktičnih vidikov, vzamem tekst, vzamem eno pesem in začnem to poskušam prodirati v izkaz, v smisel, v slike, v podobe in nekako pretvarati pomočjo svojega jezika in staviti na papir. Tu je
in potem leži in potem nekaj mi govori, počasi me vabi noter, seveda, ampak ne, malo sramežljivo bi rekel, ja. Ja, no, sej, lej, ampak na srečo, ne, sta tukaj dve stvari. Prvič, ti si že izkušen prevajalec, ne, ti si veliko stvari prevedel iz slovenščine v nemščino, se pravi, imaš vseeno nek odnos do teh slovenskih tekstov, ki ni čist ad hoc, ne, ampak imaš tudi določene izkušnje, ki seveda pač te že vzpostavljajo kot kvalificiranega prevajalca, ne. Ne gre zdaj, da bi ti samo ljubiteljsko se loteval teh stvari, ampak imaš tudi že neko znanje glede tovrstnega početja, ne. Ja, dobro, to znanje ne moti, ampak pravzaprav imam oseben odnos do tega. Meni je vsak prevod izziv. To je ena športna rekreacija. Ta tvoj tekst je dosti zagoneten zame. Mislim, to so pojmi, to so slike, to dimenzije, ki jih ne poznam, s katerimi se nisem toliko ukvarjal. Tu je tekst skoraj brez oblik, na prvi pogled, seveda je struktura, ampak ni v tem klasičnem smislu ena čvrsta forma, ki je treba zdaj ohraniti, ampak je treba izvleči te slike in razumeti in prenesti. Tu se potem to je za mene en teren, v katerem malo hodam, gledam levo, desno in počasih se stvara. Ja, pač oblikuje nek prevod. No, ampak ja. No, ampak če... To ni izkušnja, mislim, če delam na enem romanu, ko sem delal Jančarja, ali pa ne vem koga sem prevedel, potem je to linearen postopek, ko se po eni logiki neki svetovi. Ja, se razvijajo, ne, in ti slediš. Se ta slika dopolnjuje počasno. Tukaj se tudi dopolnjuje, ampak na tako poskakovalni način. Ja, razumem. No, ampak da te potolažem, ne, mislim, tudi z moje strani, kot avtorja, to ni bilo pisano recimo na ta način, da bi se tukaj, da bi bila tukaj prisotna neka ideja že vnaprej, ampak gre za nek spontan proces, ne. Se pravi, ti v bistvu s prvim verzom recimo vdreš v tekst, se pravi jaz kot avtor, in potem ta tekst od nekod prihaja. In jaz nimam nekega racionalnega nadzora nad potekom tega teksta, ker ta tekst niti ni namenjen temu, da bi izražal nek jasno, se rekel, v neki tradicionalni obliki prepoznaven smisel. Ampak se ta smisel sprot ustvarja. Pač jaz temu pač rečem, da tukaj na nek način tekst ustvarja neko nezavedno, ne. Se pravi, nekaj, kar presega moje jasne, racionalne slike, ampak v bistvu jaz s tem načinom, kako to pišem, sprovociram. To neko nezavedno v samem sebi noter, zato da lahko ven prihajajo stvari, ki so seveda moje. Seveda sem jaz tisti, ki nekako celovito
rečemo temu, doživljam svet in razmišljam o teh rečeh, vendar če bi to poskušal nadzorovati racionalno, smiselno, z jasnimi pomeni, tega nikoli ne bi mogel zaobjeti, ker bi samega sebe cenzuriral. Če bi se jaz prepustil temu nezavestnemu prevajanju, potem bi imel čudo. Ja, ne, to se strinjam, ampak recimo glede na to, da jaz pač kot avtor v bistvu se spustim v celo to zadevo, kot da vstopam v popolnoma neznan, nov svet. Ne? In v bistvu tudi riskiram. Ne? Jaz ne vem točno, kako se bo to odvijalo. Dobro, imam nekaj izkušnje in obvladujem jezik do določene mere, tako da tukaj sem ubrzan. Ampak kar se pa tiče pač samega tega sveta, ki se pač znotraj poezija razpre, ne, je pa tudi to za mene nek novo. In to je meni tisto, kar mene vznemirja. Ne. Tako stopiva skupaj po neznanem, vsak na svojem koncu, seveda. Jaz te svobode nimam. Jaz imam ta tekst, drugače bi jaz lahko svoj tekst napisal. Nekaj izmišljal, jemem eno istočnico tvojo, tvoj stavek in zdaj začnem jaz filozofirati o tem. Ja, seveda. To ni prevod. Znači, ta disciplina, ta omejenje, prostovoljno omejenje. Ja, seveda. Spuščam v to. Je omejitev moje fantazije. In spet ne, ker da bi to dojel, kaj tam piše, in da bi te skokove in vse to. Ja, da bi bil sposoben slediti. Invencije. Dojel, rabim tudi tvojo fantazijo. Jaz moram, jaz tebi moram slediti. In ker si ti izkušen planinc, vse mogoče tvegaš, jaz sem tu malo zadržan. Moram biti. Ja, seveda. Ja, no, ampak glih, to se mi zdi, ne, da jasno, ampak po drugi strani pa tekst te vsem nudi neke oprijemljive točke. Ne glede na to, da so meglene ali karkoli, se pravi, kakor izgubiš s tem, da ne smeš spustiti svoje imaginacije, ne, svobodno na pašo, po drugi strani pa s tem ne tvegaš, recimo, da se zaplezaš, če temu tako rečem. Ne. Ampak je vedno tam nekaj, česar se lahko pač uprimeš, ampak seveda je pa tvoj prispevek, se mi zdi, glih v tej ingenioznosti in sposobnosti, ne, slediti temu tekstu v svojem lastnem predstavnem svetu, v svojem lastnem jeziku. Ne. In tukaj pa se mi zdi, da pač pride do izraza pač ustvarjalnost prevajalca, ne, ker ti ne prevajaš samo linearno, kakor si rekel, ne. Ne gre samo za besedo, ampak gre za to, da vstopaš v nek multidimenzionalen prostor jezika, ne, ki mu se zdaj ti odzivaš dialoško na nek način, s svojim lastnim jezikom. Ne. To je tudi ena vrsta občutek sreče, ko ti odpirajo prostore, ki jih do zdaj nisi tako videl in greš zavogal in spet vidiš nekaj tisto novega. Ampak imam tudi te znane istočnice in pojmove, za katere
spomnim iz tvoje biografije, mislim, Ja, seveda. ne vem, ampak vem, kje si povsod bil, mi dva se poznava 40 let skoraj, ne? Ja. In nekaj vseeno vem, in nekaj potem prihaja nazaj iz spomina, ko si pripovedoval, ko si prišel nazaj iz potovanj, tako. Ja. In tudi ta dimenzija tega spomina na te zgodbe. Ja, pa na najne skupne pač neke dogodivščine pa tako naprej. Tako, ja. To, kar je bilo malo zasuto. Ja, razumem, ja. To tudi prihaja na dan in je lepo, pravzaprav. Skozi in skozi je bila to za mene ena zelo posrečena avantura, to delati in sem hotel se držati to bolj bliže izvirniku na eni strani, ampak tako, da ne izgleda kot en surov oziroma kot en štur prevod, ampak da živi tudi v nemščini. To je super, ne. Jaz sem ti zelo hvaležen za to. V končni fazi je to delo književnega prevajalca, ne, za razliko od nekega tehničnega prevajalca. In še eno, ker je to ipak poezija. Ja. Recimo poezija. Recimo, ja. Je treba bralcu, potencialnemu bralcu, upam, da jih bo. Množice. Ja, treba jim prišparati fuznote. Ne moreš ti staviti na vsak pojem en komentar, eno objašnjenje, ampak mora to delovati tako neposredno, kao šamar ali kao tako, kako si to postavil v svom tekstu. Tako mora tudi pri meni potem. No, pa to je razlika med katoliško Biblijo pa protestantsko Biblijo. Katoliška Biblija ima same komentarje noter. No ja, v tem sva mi dva protestanta. Ja, no sej, tle gre pa za to neposrednost, ta luteranski pristop. Ja. No, ampak tisto, kar se pa meni zdi, če pustiva ob stran zdaj čist profesionalno, pač, da gre tle za nek tekst, ki se ga z enega jezika prevaja v drugega in tako naprej. Tisto, kar meni na nek način je ključno, da se je v bistvu med nama preko tega vzpostavil nek notranji dialog. A veš, nek živ kontakt, ker pač seveda si ti sposoben v svojem lastnem jeziku uresničiti to, ko bi rekel, nekonvencionalnost recimo mojega teksta. Ker je pa pač moj tekst nekonvencionalen v temu, seveda, da se ne obeša na neke forme, na neke formalne strukture, ampak ravno obratno, te formalne strukture poskušam se jih osvoboditi, otresti, zato, da neka živa sledica pride na plan. No, in to se mi zdi, ko se, recimo, ki me je Tatjana spraševala za to, kdo, kaj, kako, se rekel, da me veseli pač, da bi se boš ti tega lotil, zato, ker mislim, da si ti glih to, ta živ prevajalec. Ne samo nekdo, ki nekaj formalno pač, ampak ki dejansko, pač jaz te poznam kot človeka, jaz te poznam kot prijatelja, kljub temu, da se ne vidiva glih vsake pol ure, imam jaz vseeno s tabo nek živ odnos, ki je, kot da se nisva nikoli, kot da sva se videla včeraj, recimo. In to se mi zdi, da je v tem primeru presega samo raven tega objektivnega
prevoda, ampak da gre tukaj za nek fenomen, ne? Za nek fenomen, ki je v bistvu samo bistvo literature, no, če temu tako rečem. Ja. Imam seveda vrsto avtorjev, s katerim se ne morem več pogovarjati, ker oni so že odšli. Tu izpolnjujem, če njih prevajam, tako rekoč eno dolžnost proti tem kompleksu slovenske literature ali hrvaške literature, kaj vse je. To je moj profesoralni, enciklopedični pristop temu prevajanju, ampak ko nekaj živega, recimo zdaj prevajam Bekima Seranovića, ki je nedavno umrl, mlad človek. Ampak kratko pred je umrl, sem se še pogovarjal z njim in sva se dogovorila o raznim rečem. Zdaj govorim z njim skozi literaturo. Čez ono mejo. To so taka različita izkušnja, ko grem na en tekst, na nov tekst. In zato jaz mislim, ta najin projekt, to je za mene bila ena izjemno izzivalna in posrečena kombinacija. Mislim, to je nekaj neverjetnega in sem si zelo hvaležen. Ne vem, kdo je prišel na idejo, da bi jaz to moral delati, ampak mislim, da sva tu bila na dobri poti. Eto, toliko. Sej. Mora prevajalec biti tudi hvaležen, da sme tega delati. Tukaj ni treba biti preveč skromen, ampak recimo tisto, kar je mene vseeno v pozitivnem smislu navdušilo, je bilo to, da si se ti tega lotil, ne da bi me kaj dosti spraševal. Zakaj? Zakaj? Ampak si se najprej lotil, pa si se lepo, sva se dobila, pa si preveril. Kaj? Malo me je sram. Ne, to ne gre za to. Gre za to, da tukaj vseeno to kaže na eno globoko korespondenco. Ker se ti ni bilo treba, kaj si pa tle hotel, kaj si pa tle hotel, kaj si pa tle hotel, kaj si pa tle mislil, ampak si sam ustvaril zelo jasno sliko, zelo jasno pomene v nekih zadevah, potem pa samo še naknadno, recimo, preveril, če prav razumeš ali ne razumeš, oziroma če si zajel, recimo, pač smisel. Tudi tipkovne napake. Dobro. Ena lepa reč, to je tudi lektorica vprašala. Beseda tekstonski. Jako lepo. Ena tekstonska zadeva. Ali je to tektonska ali tekstualna. Ali tekstonska. To je tvoja beseda. Ti je tako ušla v tipkovnico. Tako da... Pa ni mi ušla, zato ker jaz sem poskušal nekako pojasniti, da se v tekstu dogajajo neke vrste identični premiki, recimo kot ko gre za geologijo in geološke plošče. Se pravi, tukaj gre za neke komplekse, ki se narivajo, ki se lomijo, ki se pogrezajo drug po drugim in tako naprej. Se pravi, da tekst ima ta nek volumen. In seveda, ki ga, zdaj, če bi
ga omejil sam na to metaforo, tektonski, ne, bi zreduciral ta izraz na recimo metaforo, ne, tako pa sem v bistvu bolj strukturno. Mene je jasno, ampak ko to vidim v tem tekstu, se moram vprašati, a je to mogoče nehote, ena napaka, trikovna, ali kaj, ampak je tako lepa, da verjetno to namenoma tako. No, okrog tega, to je bilo zadnje vprašanje, zdaj, ko smo lektorirali tekst, je bilo seveda jasno, da je to taka lepa iznajdba. Tako, ja. Drugače, vse sem to napisal v svoji spremni besedi, tudi malo prevajati v slovenščino, to je mogoče za tebe. Da bi tudi malo to vzvratno zdaj. Ja, no sej, nažalost, moja nemščina ni tako dobra, da bi lahko sledil tvojemu prevodu v nemščino, ne, ker je bolj elementarna, ne, tako za naročiti pivo ali pa kupiti časopis, ne. Seveda ta literarna nemščina pa nekaj, kar presega moje potence in potenciale, ne. Tako da nažalost ta del bom prikrajšan za ta užitek, ne. Ampak... Vidim, da citiraš nemške avtorje, to jih bereš v prevodu potem, ne? Ja, pač berem jih, jaz pogosto... Ne, jaz pogosto, recimo, če kakšno stvar preberem, pa ki se mi zdi zanimiva ali pa pomembna, potem grem prebrati še originalu, ne. Ker toliko nemško znam, da si lahko z slovarjem recimo pomagam, ne. Ker sem opazil, da dostikrat so te prevodi lahko vprašljivi, ne. So že interpretacije, ne. In se potem tisto, kar je bistveno, se lahko v teh prevodih nekako izmuzne, ne. Zato grem jaz sploh v svojih teoretičnih, ne, tekstih, grem vedno preverjati original, ne. In ampak to seveda je mukotrpno delo, ne. Zdaj, če bi poskušal brati celovite tekste, ne, na ta način mi to ogromno enega časa vzame, ne, tako da zdaj segam po prevodih, ne, veš. Vprašanje časa tudi. No, je ena res, pravkar vidim tu nekaj na papirju, je ena past pri prevajanju, ena mož past dilemo. To je težnja k uglajevanju, da bo vse gladko, da bo vse razumljivo, da se ne... Da ni tekstonsko. Ja, no, ta tekstonska, ta kontakt. Včeraj smo imeli tisti potres tukaj v Zagrebu, kar me, seveda, kar me je vrglo iz posle. Ne, jaz sem že sedel na mizi, pri mizi, ob 6:30. In pravzaprav to so te tekstonske rukarji, ki jih ima tu v tekstu. In zdaj ne treba zdaj tu uglajevati, ne treba to... Ja, ni treba zglajevati bi bil izraz, ker zgladiš. Zglajevati. In zdaj imeti bralca v vidu, da bogi
ki ga bo vzel v roke, da ne bo razumel in da bo gledal. Je treba tudi njega konfrontirati. Ja, seveda. To so hart im Raum stoßen sich die Dinge. Ja, točno to. Ja. Najmanj je to Goethe ali Schiller. Ne smemo podcenjevati bralca. Ni treba. Ne. Ja, ni treba, so to inteligentni ljudje včasih. Na tem mestu prezumptivnega bralca že lepo pozdravljamo. Ja. Bodi pozdravljen. Jaz mislim, da je to kljub temu, da smo prisiljeni uporabljati pač ta neka tehnična pomagala, da se lahko pogovarjamo. Se mi zdi pa taki pogovori vseeno konstruktivni in izraz enega dialoga pa ene komunikacije, ki nadgradi potem neko delo, ki je upravljeno. Tako da jaz se ti še enkrat zahvaljujem za pač prvič to, da nisi niti za hip okleval, ko si bil naprošen, da bi se lotil tega prevajanja. In drugič, seveda, sem prepričan, da je tvoj prevod v marsikaterem pogledu mogoče še bolj inspirativen kot moj originalni tekst, ker te vem, kakšen živahan in šaljiv človek si, in pač z neko širino, tako da je v bistvu hvaležnost na moji strani, da je pač tak velik človek in res kvaliteten pač prevajalec se me je lotil, mislim. Ne, sam to resen mislim, nisem zdaj to sam tako, da bi nekaj ti poskušal. Ja, v redu. Ampak vseeno. Protestanti bi nas že skurali, mislim. Lepo. Bomo to končali zdaj na tem. Ja, ok. No, lepo se mej. Ja, ti tudi, in ko nas bojo pustili čez mejo, gremo nekaj spit, Ja, 100%. 100%. Ok. Ja, ok. Lepo bodi, Klaus.